Danes si bomo ogledali, kako postaviti trdne temelje, na katerih bomo lahko gradili pot do miru in sreče. Kot boste ugotovili, ta pot ne bo težka, ne bo treba podoživljati neprijetnih dogodkov, nič nenaravnega ne bomo počeli in podobno. Ravno nasprotno, ukvarjali se bomo izključno s prijetnimi stvarmi. Namreč, edina dolgoročno učinkovita rešitev je preusmerjanje energije oziroma zavesti drugam. Ko najdemo nekaj novega, kar nas popolnoma okupira, staro postane nezanimivo in šele tedaj lahko staro opustimo. Dokler ne zgradimo nečesa novega, pa se bo staro borilo za preživetje, ker bo tvorilo del naše identitete. Zato se bomo med vajo vrnili v najbolj radostne trenutke v svojem življenju. Celotna vaja bo potekala v 2 delih. Začeli bomo s pripravo, za katero boste potrebovali papir in pisalo. Potem se bo posnetek zaključil in nadaljevali bomo s posebno meditacijo oziroma vizualizacijo. Še nasvet. Bolj ko se boste prepustili vaji, večji učinek bo imela na vas. Da bi si lahko predali, pa je potrebno zaupanje. Zato se zdaj vprašajte, koliko ste se pripravljeni odpreti in predati tej meditaciji. Koliko zaupate meni, ki vas bom vodil skozi vajo. In koliko ste prepričani, da vam tovrstni pristop sploh lahko pomaga. Priporočam vam, da pred začetkom vaje maksimalno okrepite svojo vero in odprtost do izvedbe. Idealno stanje bi bilo, če bi nekako vedeli in pričakovali, da bo prišlo do spremembe. Oziroma, da je prišel čas za odpravo notranjih blokad. V tem primeru potem navadno sledita radostno pričakovanje razvoja dogodkov in pa močan občutek hvaležnosti. Če lahko zdaj začutite ta čustva, jih vzdržujte v sebi skozi celotno vajo, ker so ključna za vaš razvoj in doseganje sreče. Vaja gre takole. Najprej si boste zapisali med 3 in 5 najbolj srečnih in radostnih dogodkov iz svojega življenja. Torej, 3 do 5 situacij, ko ste doživljali nepopisno srečo, ko ste se počutili kot kralj ali kraljica in vas je razganjalo od energije. To je bil lahko le nek trenutek, naprimer, ko ste izvedeli za neko dobro novico, lahko je bil nek daljši dogodek, morda ste to doživljali ob sanjarjenju na neko osebo, ki vam je bila pri srcu in tako naprej in tako naprej. Ne? Še to, zapiske si omislite v taki obliki, da jih boste lahko v nadaljevanje vaje imeli pred seboj oziroma jih boste lahko gledali. Torej si jih ali zapišite na papir ali pa, če uporabljate seveda računalnik, natisnite. No, sedaj se pa vrnimo na vajo. Iščemo torej 3 do 5 srečnih trenutkov. Vsak spomin si lahko zabeležite samo z eno besedo, če vam zadostuje. Pomembno je, da ko vam bom v nadaljevanju rekel, da pomislite naprimer na prvi dogodek, da boste ob pogledu na zapiske vedeli, kateri je. In enako velja tudi za ostale, seveda. Najlažje bo, če si zapišete na začetku številko 1 in potem nekaj besed, ki opisuje ta dogodek, pod njim številko 2 in nekaj besed in tako dalje. Ni pa treba vlagati preveč energije v obliko, ker bomo pred drugim delom vaje te dogodke še enkrat prepisali oziroma jih uštevilčili po posebnem vrstnem redu. Torej si jih zaenkrat samo zabeležite in imejte v mislih, da jih boste še enkrat prepisali kasneje. Naj vam nekoliko pomagam pri iskanju radostnih dogodkov. Srečo navadno doživljamo v 2 situacijah. Prvič, ko se zgodi nekaj lepega, drugič, ko nekaj lepega načrtujemo oziroma pričakujemo. No, včasih pa smo doživljali prijetne občutke celo po dogodku.
Ko smo ga v sebi podoživljali, se morda s kom o njem pogovarjali, gledali fotografije ali posnetek dogodka in podobno. Ne zanemarjamo dejstva, da so bili včasih dnevi ali ure pred dogodkom celo bolj radostni, kot pa je bil sam vrhunec dogajanja. Naprimer, ko so vam obljubljali neko darilo ali nagrado, ste morda doživljali večjo srečo, ko so vam sporočili to novico, ali morda nekoliko kasneje, ko ste sanjarili o dogodku oziroma si zamišljali, kako bo potekal. Ali pa ste celo doživljali največjo radost po dogodku, ko so vam ljudje, ki jih cenite in spoštujete, čestitali. Skratka, pomislite na trenutke radostnega pričakovanja, na trenutke ob doseganju cilja ali vrhunca dogodka, ter na trenutke, ko ste podoživljali to veselje. Kot rečeno, lahko je to stanje trajalo nekaj sekund, ali pa ste bili v tej radostni energiji ure in celo dneve. Pa še eno navodilo je zelo koristno, kadar se spominjamo radostnih trenutkov. Srečo ste lahko doživljali kot posledico pasivnega doživljanja situacije, bom razložil, kaj to pomeni, ali pa aktivnega. Pasivno doživljanje pomeni, da ste uživali v nekem stanju, ki pa ni bilo posledica vašega prizadevanja oziroma niste bili vi direktno vključeni v ustvarjanje tedanjih okoliščin. Tipično pasivno stanje je lep dopust, mogoče prijetno druženje z ljudmi, s katerim vam je bilo lepo, morda ste prisostvovali rojstvu otroka, se udeležili nekega praznovanja in podobno. Skratka, tega radostnega vrhunca niste načrtno in zavestno zgradili, temveč samo bolj prisostvovali oziroma ste se znašli v njem. Aktivno stanje pa je tisto, ker ste bili vi glavni nosilec dogodka oziroma ste na nek način izrazili svojo ustvarjalnost. Naprimer, ko ste dosegli nek cilj in ste se počutili kot zmagovalec oziroma zmagovalka, ko ste opravili neko, recimo, zahtevno nalogo ali rešili težavo, zaradi česar so vam vsi ploskali in podobno. Torej, dogodek je nastal pravzaprav zaradi vas in ga brez vašega doprinosa enostavno ne bi bilo. Idealno je, če si lahko zamislite nekaj dogodkov iz prve skupine in nekaj iz druge. Naslednje navodilo boste nekateri zlahka upoštevali, drugi pa ne. Namreč, med svoje radostne dogodke skušajte uvrstiti še enega takega, ki se bo zgodil v prihodnosti. Nekateri nimajo težav ob misli na radostno prihodnost oziroma na izpolnitev neke želje ali cilja, drugi pa lahko razvijajo dosti močnejši občutek radosti in veselja ob misli na nekaj, kar se je že zgodilo. Kakorkoli, če lahko občutite radostne občutke ob misli na prihodnost, super. Če ne, pa tudi v redu, ne bo konec sveta. No, to bo prvi del vaje. Potem pa se bomo naučili še uporabiti te posnetke v praksi, skozi posebno meditacijo. Še to, če boste pisali na računalnik, si obvezno preberite opis vaje v PDF dokumentu, ki se nahaja pod tem videom, ker boste dogodke na koncu pisali po posebnem vrstnem redu. Če boste pisali na roke, pa bomo to potem naredili naknadno skupaj. Pred samim začetkom vaje pa bomo naredili še nekaj, in sicer kratko analizo stanja, v katerem se trenutno nahajate. To vam priporočam za vsako stvar, ker boste lahko jasno zaznali učinke pred in po izvedbi, oziroma boste jasno razbrali, ali se pomikate v pravo smer in kako velik je napredek. Zato boste pri sebi ocenili 3 stvari. Prvič, kako dobro ali slabo se počutite. Drugič, koliko energije imate. In tretjič, kako močna je vaša vera in zaupanje v prihodnost. Jaz temu ponovadi rečem zaupanje v življenje. Pa po vrsti lepo. Najprej boste vzeli papir in svinčnik in pomislili, kako dobro se počutite ta trenutek, oziroma kako prijetna ali neprijetna čustva trenutno doživljate. Nič ni treba pretiravati ali se pretvarjati, pa tudi nikogar ni treba fascinirati.
ker boste te zapiske tako ali tako videli samo vi. Počutje ocenite z vrednostjo recimo od 1 do 10, kjer 10 pomeni, da se ne morete počutiti bolje, 1 pa, da se ne morete počutiti slabše. Ne preveč razmišljati, samo zapišite. Naprimer, 5 je nekaj povprečnega, vrednosti nad 5 pomenijo, da se počutite dobro, pod 5 pa, da se pač počutite slabše. Naslednja stvar, ki jo boste ocenili, je raven vaše energije. Koliko se počutite nabite z energijo? Ocenite od 1 do 10, kjer je 5 neka srednja stvar, ocena proti 10 izraža, da imate veliko energije, številke pod 5 pa, da vam jo trenutno primanjkuje. No, tretja stvar, zelo pomembna stvar, ki se jo boste zapisali, je vaše trenutno zaupanje v življenje oziroma občutki ob misli na prihodnost. Če se brezmejno veselite prihajajočih časov in veste, da so vam namenjene lepe stvari, boste zapisali na primer oceno med 8 pa do 10. Če imate pomisleke ali celo strahove in skrbi, boste verjetno svoje stanje ocenili z nizkimi ocenami, tako kot je moj glas sedaj nizek. Če se prihodnosti niti ne veselite, pa tudi skrbi vas ne, ste tam nekje okoli 5. Še to, ne zamenjate občutka otopelosti ali melanholije s stanjem, nimam skrbi za prihodnost. Če vas lepa nič ne premakne oziroma ste zatrli svoje čustva, zapišite na list 1 ali 2. No, takole. Zdaj se bo tale posnetek zaključil in vajo bomo nadaljevali v drugem posnetku. Takoj, ko se posnetek ustavi, vzemite papir in svinčnik, najprej ocenite svoje počutje, raven energije in vero v prihodnost, nato pa zapišite 3 do 5 radostnih dogodkov, med katere obvezno vključite, če je možno, vsaj enega iz prihodnosti, ki se ga veselite. Ko boste to naredili, si zavrtite drugi posnetek. Dobrodošli nazaj. Predvidevam, da imate pred seboj list papirja, na katerem imate zapisano oceno svojega počutja od 1 do 10. Raven energije, prav tako med 1 in 10, in stopnjo zaupanja za prihodnost, oziroma jaz temu rečem zaupanje v življenje. Zatem pa imate zabeležene še 3 do 5 radostnih dogodkov, nekateri skupine pasivnega doživljanja, nekateri skupine aktivnega doživljanja in po možnosti še nek dogodek, ki se bo zgodil v prihodnosti. Imate to pred seboj? No, takole sta videti moja spiska. Pri tem moram zelo poudariti, ko boste pisali spisek, ne jeti po vrstnem redu, se pravi ne kronološko. To pomeni, če vam je na misel prišel dogodek izpred meseca dni, ga napišite prvega. Pa če se boste v spisku potem vrnili recimo na dogodek, ko se vam je rodil otrok pred 20-30 leti, ga napišite naslednjega. Se pravi, ni pomembno, da pišete kronološko in o tem razmišljate, temveč je predvsem pomembno, da si te radostne trenutke, dogodke zapišete. Torej, če nimate svojih ocen, to naredite zdajle, ker sicer vaja ne bo imela smisla. V nadaljevanju bomo namreč naredili kratko meditacijo, v kateri se bomo v mislih sprehajali skozi te dogodke. Ker predvidevam, da ste to storili, gremo dalje. Ampak, najprej vam čestitam. Naredili ste zelo veliko stvar zase in morda se niti ne zavedate, koliko vam lahko že sama obuditev spomina na prijetne dogodke koristi. Čeprav se sliši nenavadno, ima kar nekaj ljudi težave, da se spomnijo trenutkov, ko so bili radostni in izpolnjeni. To ni nič hudega, niti nenavadnega. Se nas včasih življenje toliko preskuša,
da radost v nas enostavno zamre in jo težko obudimo. Zdaj naredimo pa še korak naprej. Ker ste zapisali, bomo uporabili v praksi. Predvidevam, da imate radostne dogodke označene tako, da imate na začetku zapisano številko, potem pa sledi nekaj besed za opis dogodka, po njem številka 2 in tako naprej. Najprej bomo popravili vrstni red. Najbolje, če se vse skupaj prepišete na nek nov list tako, da boste imeli pred seboj samo opis dogodkov, brez ocen stanja. No, sedaj pa poanta. Na hitro pojdite skozi vseh 5 dogodkov in izberite tistega, ki v sebi nosi največji naboj radosti, oziroma ob katerem najlažje občutite prijetna čustva. Tega zapišite pod številka 1. Če ste si lahko zamislili nek radosten dogodek iz prihodnosti, ga zapišite pod številko 2. Če si ga niste, zapišite pod številko 2 drugi najbolj radosten dogodek. Za ostale dogodke ni pomembno, pod katero številko jih zapišete. Predlagam, da imate ta list ves čas pred seboj. Najbolje kar na mizi, tako kot imam tudi jaz, ali na ekranu, če pač uporabljate računalnik. Med vajo bomo zaprli oči in se sprostili. Sem ter tja pa bo treba po vsej verjetnosti odpreti oči in pogledati na list. Zato postavite list tako, da bo v vašem vidnem polju, ko boste zaprli oči in jih potem spet odprli. Nadaljevali bomo s kratko vizualizacijo, ki vam bo pomagala, da se v mislih predstavite v te dogodke in podoživite močna, prijetna čustva. Po vaji bomo spet zapisali naše stanje, da vidimo, ali se je kaj spremenilo. Počasi zaprite oči in nekajkrat globoko vdihnite in izdihnite. Misli preusmerite na dihanje tako, da spremljate dih, ki potuje iz nosu v sapnik in naprej v pljuča. Zaznajte počasen in umirjen ritem dihanja. Morda hlad zraka, ki vstopa v nosnicah in proti grlu. Začutite, kako se vam pljuča rahlo razširjajo in krčijo v ritmu dihanja. In zaznajte, da pri tem pravzaprav uživate. To je samo vaš čas, ki si ga lahko vzamete zase, odvržete skrbi in se sprostite. Uživajte v teh nekaj sekundah in občutite, da ste varni, ljubljeni in preskrbljeni. Lahko začutite celo hvaležnost do ljudi, ki jih imate radi in do življenja nasploh. Pomislite na prvi srečni dogodek, ki ste ga zapisali. Če si ga ne morete preklicati v misli, na hitro odprite oči in poškiljite na list. Potem zaprite oči in se mu prepustite. Kje se nahajate? Kdo je že z vami?
Kaj se dogaja okoli vas? Ali vidite kader kot zamrznjeno sliko ali kot film? Popolnoma se prepustite čustvom in mislim. O čem razmišljate? Kaj čutite? Kje v telesu čutite, da se izraža vaša radost? Vam od veselja močneje bije srce? Globoko dihate od prijetne vznemirjenosti? Čutite mravljince v telesu? Ali naval prijetne energije, ki brsti v vas in vam širi ustnice v nasmeh? Zaplujte v ta čustva, odprite se jim in dopustite, da popolnoma prežamejo vaše telo. Naj se pretakajo skozi vas, kakor želijo. Intenzivneje, kot jih lahko začutite, bolje je. Preusmerite pozornost v telo in zaznajte pretok energije. Ne osredotočajte se preveč na določeno točko v telesu, da ne zaustavite pretoka. Raje nekoliko odbakle, da opazujte, kako se energija prosto pretaka. Ustavite v tem stadiju in ohranite močan boj radosti. Vzemite si nekaj sekund, pozabite na zunanji svet, samo uživajte. Zdaj pomislite na drugi radostni dogodek. Če se ga ne spomnite, poglejte na papir. Kje ste? Ali ste sami ali še kdo z vami? Kaj se dogaja? O čem razmišljate? Predvsem pa, kaj ob tem čutite? Dovolite si, da ta čustva popolnoma prežamejo vaše telo. Kje jih v telesu čutite najmočneje? Lahko zaznate, kako se radost širi in stopnjuje. Ali lahko to energijo pošiljate po telesu gor in dol? Če se naboj prijetnih čustev počasi zmanjšuje, se ponovno postavite na začetek in pomislite na dogodek. Lahko tudi preusmerite pozornost iz misli na dogodek v zaznavanje čustev v telesu in nazaj na dogodek. Ostanite v tem kadru in ohranite močan naboj radosti. Vzemite si nekaj sekund, pozabite na zunanji svet in uživajte.
Pomislite še na tretji radostni dogodek. Kje se nahajate? Koliko ste približno stari? Kaj se dogaja okoli vas? Ali ste sami? Ali je še kdo z vami? Prepustite se dogodku in si dovolite, da vas radost popolnoma prežame. Ostanite v tem kadru in občutkih, ter ohranjate močan naboj radosti. Zdaj pa na hitro poškljite na list in preletite vse dogodke tako, da se vsake zadržite okoli 10 sekund. Pomislite na prvega in se mu prepustite. Pomislite na drugega. V mislih se prestavite v tretjega. Pomislite na četrti dogodek, ali če ga nimate, ponovno na prvega. Pomislite še na naslednjega. Med vsemi dogodki izberite najljubšega, takega, ki zdaj v vas vzbudi najmočnejša radostna čustva in se v njem počutite najbolj varnega, srečnega, ljubljenega in imate občutek, da je za vas poskrbljeno. Predstavite se vanj. Srečni ste, pa zato srečno ne potrebujete ničesar, le pravo misel. Radost zapolnjuje vsako vašo celico in se počasi izliva navzven. Lahko jo zaznavate celo kot nekakšno meglico ali svetlobo. V mislih se počasi sprehodite po telesu, od prstov na nogah do vrha glave. V vsakem delčku telesa zaznajte to mogočno, a zelo prijetno in sobojočo energijo radosti. Najprej v konicah prstov na nogah, stopalih, spodnjem delu nog, zgornjem delu nog, v medenici in vse do popka, v trebuhu in zadaj na hrbtu, v pleksusu in srednjem delu hrbta, v pljučih, prsih in srcu, v vratu,
navzgor preko ust, nosu, ušes, oči, pa vse do vrha glave. Energija se potem pretaka navzdol v obe roki, vse do prstov, in v konicah prstov lahko začutite rahle mravljince, ko energija izstopa skozi dlani. Zdaj je vaše celo telo prežeto z radostjo. Še enkrat pomislite na radosten dogodek in še nekoliko bolj okrepite radostne občutke v sebi. Zaznajte, kako se ta energija radosti širi, kot bi imela neko svoje lastno življenje. Medtem, ko vam bom govoril nekaj zaključnih misli, ohranite to podobo v mislih, predvsem pa močna, prijetna čustva. Ta trenutek ne potrebujete nikogar in ničesar. Doživljate svojo radost, ki jo ohranjate, da traja in traja. Občutek je tako prijeten in izpolnjujoč, da ne želite, da se konča. Dokazali ste si, da znate in zmorete priti v to stanje, ki ga lahko podoživite vedno, kadar se želite. Radost, ki jo doživljate, izvira iz vas in ne iz okolja. Nič kaj dosti se v teh nekaj minutah ni spremenilo v vašem življenju. To samo potrjuje, da se za radost lahko enostavno odločite, si jo prikličite v spomin in zaplujete vanjo. To je vaša radost, ki vam je na voljo zdajle in vedno v prihodnosti. V tem stanju je vaš pogled na življenje bolj svetel, odločitve so bolj srčne in drzne, vera in zaupanje v življenje sta večja. To ste vi, to je vaša prava narava. Izražanje radosti vas lahko v vsakem trenutku predstavi v stik z vašim srcem. Srce izraža radost ves čas. Ljubezen in mir, ki vsi iščemo, sta posledici izražanja radosti. Pravkar ste si dokazali, da ste sposobni v trenutku spremeniti svoje počutje in to samo z mislimi. Bodite ponosni nase, ker ste naredili nekaj velikega in pomembnega zase in za svojo prihodnost. Danes je krasen dan, a najlepše šele prihaja. Sedaj pa počasi odprite oči ter nekajkrat globoko vdihnite in izdihnite.
Če ste to vajo dobro naredili, potem ste sedaj prišli v čustveno stanje, v kakršnem sem tudi jaz. Ne vem, če se lahko vidi na kameri, ampak solzen sem. Ampak solzen sem od sreče, od radosti, od hvaležnosti, od sočutja. Če ste v istem stanju, kot sem sedaj jaz, vsaj 10-krat še globoko vdihnite in izdihnite. Da si te globoke občutke zakodirate zavedno. Zakodirate, to pomeni, da jih lahko na klik prikličite, kadarkoli hočete. Dobro, hvala Bogu, vi niste bili med življenjem in smrtjem 5 do 6 mesecev in čvrsto sem prepričan, da tudi te izkušnje ne boste rabili, da bi prišli lahko do tega stanja hvaležnosti, radosti, igrivosti in da boste lahko, tako kot sem omenil, samo 10-krat ali celo samo 3-krat globoko vdihnili in izdihnili in kot na ukaz ponovno podoživeli te občutke. Prej nadaljujemo. Vzemite svinčnik in papir ter si zapišite vaše trenutno stanje oziroma občutke, najbolje kar zraven, kamor ste jih zapisali pred vajo. Najprej od 1 do 10 ocenite vaše splošno počutje. Potem zapišite vrednost od 1 do 10 za raven energije. In na koncu ocenite še vaše zaupanje v življenje oziroma občutke glede prihodnosti. Če potrebujete še kakšen trenutek, da se popolnoma vrnete nazaj, si ga vzemite in nekajkrat globoko vdihnite ter izdihnite. No, danes me pa resnično zanima, kako ste doživeli tole vajo. Napišite svoje občutke v komentar pod video in napišite tudi, ali se vam je spremenila ocena počutja, energije in vere v prihodnost. Ko take meditacije izvajamo v živo, so včasih učinki dobesedno neverjetni. Ampak ljudje smo različni. In nekateri pač potrebujejo nekaj več časa ali pa nekaj več ponovitev vaje, da se lahko popolnoma odpremo oziroma dopustimo, da nas preplavijo novi občutki. Če vam je bila vaja všeč, nikakor ne zamudite naslednjega, zadnjega videa, ker vam bom povedal, kje lahko dobite ne samo audio posnetek te meditacije, da jo boste lahko izvajali znova in znova, temveč tudi ure in ure podobnih materialov, s katerim boste začeli v sebi sistematično graditi prijetne občutke, jih vzdrževati v sebi in čedalje bolj nadzorovano izražati navzven. S časom boste lahko prišli v stanje, ko si boste radost ali pa katerokoli drugo čustvo lahko dobesedno priklicali na ukaz. Takole. Do naslednjič vam želim veliko radostnih in prijetnih trenutkov. Ali če parafraziram zaključno misel iz meditacije, danes je krasen dan, a najlepše, kar ima življenje pripravljeno za vas, šele prihaja.